Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Ministrstva za obrambo, na kateri nam boste sedaj v nadaljevanju ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in državni sekretar magister Boris Valant predstavila ključne dosežke in tudi delo na Ministrstvu za obrambo v minulih 3 letih oziroma v tem mandatu. Najprej bo ministrica predstavila ključne dosežke ministrstva v celoti, seveda s poudarkom na upravnem delu ministrstva in na Slovenski vojski. Na to pa še državni sekretar magister Valant, ki bo pa predstavil ključne dosežke in delo na področju zaščite, reševanja in pomoči. Pa bi prosil kar gospod ministrico. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Že uvodoma bi povedala, da ko razmišljamo o 3 letih mandata na Ministrstvu za obrambo, lahko rečemo, da smo delovali v dokaj oteženih razmerah. Ta beseda otežene razmere je povezana z 2 stvarmi. Najprej je Ministrstvo za obrambo delovalo v okoliščinah, ko je bilo zaradi slabih ekonomskih in finančnih razmer v mednarodnem okolju potrebno bistveno zmanjšati načrte delovanja vseh delov tega ministrstva. In drugič, te otežene razmere so bile tudi posledica precej laičnega razumevanja nekaterih v naši politiki o tem, kako naj Ministrstvo za obrambo, sploh pa obe ključni strukturi, to je Slovenska vojska in pa sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, delujeta. Gre za državotvorni resor, v katerem smo v vseh 3 letih poskušali ohranjati visoko stopnjo profesionalnosti, nepristranskosti in upoštevanja vseh različnih pogledov na svet. In naša naloga je bila, da kjerkoli smo bili v Sloveniji in tudi v mednarodnem okolju, vedno smo pazili na to, da zagotavljamo varnost za vse ljudi naše države in pa za mednarodno skupnost. Zaradi specifične situacije, v katerem je bil obrambni resor pred našim prihodom, in sicer ta specifična situacija je bila vidna v precej nesodobnih strateških dokumentih, precej zastareli so bili, da povemo kar pošteno, in pa tudi zaradi že težav za možnosti usklajevanja dejanskega stanja s tistim, kar je bilo v starih strateških dokumentih zapisano, in pa tudi zaradi pričakovanj zavezništva, da Slovenija naredi neke vrste inventuro na obrambnem področju, smo začetek svojega mandata usmerili predvsem v zelo zahteven proces strateškega pregleda obrambnega resorja, v okviru katerega smo prvič v zgodovini tega ministrstva pregledali v celoti celoten obrambni sistem, se pravi delovanje Slovenske vojske in pa upravnega dela Ministrstva za obrambo ter sistem zaščite in reševanja. Torej celoto, ki je vezana na naše ministrstvo, smo vključili v strateški pregled in na njegovi podlagi potem prišli do sprememb nekaterih ključnih normativnih aktov. Najprej smo spremenili, dopolnili in tudi uspeli v državnem zboru s sprejetjem resolucije o strategiji nacionalne varnosti, zatem pa tudi z resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske. Pripravili smo tudi spremembe zakona o obrambi in pa še vrste drugih zakonov, zlasti tistega dela zakona v službi v Slovenski vojski, ki zadeva rešitve, ki so zapisane tudi v zakonu o obrambi, s tem, da tega dela še nismo uspeli uveljaviti v praksi oziroma ta zakonodajni postopek žal še ni stekel. Sledili smo tudi pričakovanjem v zavezništvu in sicer v zvezi z sistemom planiranja, tako da smo poleg dolgoročnega načrta, ki je bil sprejet, pripravili srednjeročni obrambni program. Ta je zaenkrat samo napisan, sestavljen torej, ni pa prišel še do vladne procedure. Sicer pa smo ugotovili eno posebnost. Sledimo sicer res zahtevam po obrambnem planiranju, tako kot je to predvideno v zakonu o obrambi in pa tudi v zavezništvu, vendar je treba priznati, da v 3 letih delovanja na Ministrstvu za obrambo je pretirano
veliko bilo ukvarjanja z dokumenti in premalo časa je ostalo za operativno delovanje. Zato mislim, da bi kazalo res take vrste posegov v obrambni resor, kot je bil naš, torej strateški pregled obrambnega resorja in velike spremembe dokumentov, narediti na večje število let, ne pa, da se s tem ukvarja vsak mandat posebej. Kajti potem se ukvarjamo z super regulacijo sistema, premalo je pa potem možnosti za implementacijo ugotovitev v praksi. Kar se tiče stvari, ki so povezane z obrambno politiko, tako v okviru Zveze NATO kot v Evropski uniji, smo imeli priložnost, zgodovinsko priložnost, sodelovati pri novem NATO-vem strateškem konceptu in sicer tako, da smo bili zelo aktivni že ob 60. obletnici zavezništva in sicer leta 2009, tako da je tudi na podlagi slovenskih pričakovanj bila na vrhu Zveze NATO v Strasbourgu in Kelu sprejeta deklaracija o varnosti zavezništva. Ta pa je bila potem podlaga za izdelavo novega strateškega koncepta. In slovenska aktivnost v teh procesih je bila nagrajena s tem, da smo bili organizatorji enega od 4 ključnih strateških seminarjev, ki so bili organizirani v procesu priprave novega strateškega koncepta. Skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve smo bili tudi sooblikovalci slovenskega pogleda na prihodnjo vlogo in delovanje Zveze NATO in nekaj slovenskih stališč je dejansko bilo potem tudi ob podpori seveda vseh ostalih držav članic Zveze NATO sprejetih kot sestavni del tega novega NATO-vega strateškega koncepta. V okvir delovanja na področju obrambne politike sodi tukaj tudi precej razvejano delovanje na dvostranskih odnosih in sicer smo v tem mandatu na področju obrambnega in vojaškega sodelovanja veliko časa namenili sodelovanju z državami Zahodnega Balkana. Naš cilj je bil vzpostaviti stike z vsemi sosednjimi državami in uspelo nam je te stike zlasti pri 2 sosednjih državah, to sta Avstrija in Hrvaška, dvigniti na raven stalnega srečevanja na različnih političnih ravneh, od direktorjev za obrambno politiko do načelnikov generalštabov, namestnikov načelnikov generalštabov in pa ministrov. Skratka, s tema 2 državama imamo vzpostavljen res zelo dober dvostranski stik in tudi izjemno kvalitetno sodelovanje. Smo pa dvostransko uspeli vzpostaviti stike in nadaljevati s stiki na ravni ministrov za obrambo z vsemi drugimi državami Zahodnega Balkana in lahko rečemo, da smo dali neke vrste zgodovinski pečat obrambni politiki Ministrstva za obrambo s tem, da smo prvič v zgodovini tega ministrstva bili na formalnem, uradnem obisku v Združenih državah Amerike. Pred nami, pred mano so ministri sicer obiskovali ZDA, vendar niso bili tam na uradnem obisku. Torej, v našem mandatu se je to zgodilo prvič in moram povedati, da je bilo po svoje kronano tudi z dobrim prijateljskim sodelovanjem z nacionalno gardo iz Kolorada, ki je že dolgoletno sodelovanje, ampak to, kar smo dosegli v tem mandatu, pa je, da res z ramo ob rami s pripadniki nacionalne garde iz Kolorada sodelujemo v mednarodnih operacijah. Potem smo prvič v zgodovini tega ministrstva bili na uradnem obisku v Braziliji, Argentini in pa na Kitajskem. Pričakujemo, da bodo zlasti ti 3 obiski v prihodnosti pripomogli k boljšemu sodelovanju Republike Slovenije s temi državami na področju obrambne industrije in pa razvojnega dela, raziskovanja, tudi na področju tehnologij, z področja obrambe. To področje je bilo v zadnjih letih precej zapostavljeno. Slovenija je svojo obrambno industrijo več ali manj pokopala. Obstajajo še jedra znanja z tega področja in jaz upam, da bodo tisti, ki bodo skrbeli za to ministrstvo v prihodnosti, uspeli z
povezavami z Ministrstvom za gospodarstvo vendarle še razvijati naprej velike kapacitete in sposobnosti naše države na področju obrambne industrije. Interes za sodelovanje v mednarodnem okolju obstaja, treba pa je seveda gojiti. Kar se tiče delovanja na področju civilnih kriznih zmogljivosti, smo v teh 3 letih uspeli predvsem na 3 točkah. Najprej, uspeli smo implementirati direktivo Evropske unije o evropski kritični infrastrukturi, in sicer v obliki dokumenta na vladni ravni, ki je uredba o evropski kritični infrastrukturi. To smo implementirali v slovenski pravni red. Poti oziroma korakov naprej v smeri kriznega upravljanja bi moralo biti narejenih več. Vendar moram povedati, da smo bili tu, kar se tiče medresorskega sodelovanja, manj uspešni kot na nekaterih drugih področjih. Denimo na področju zunanje politike smo zagotovo bili medresorsko zelo dobro usklajeni z Ministrstvom za zunanje zadeve, medtem ko na področju kriznega upravljanja, ki povezuje vsa ministrstva v vladi, zlasti pa Ministrstvo za obrambo z Ministrstvom za notranje zadeve in pa še z nekaterimi vladnimi službami, tukaj v smislu spreminjanja pravnih podlag, kar smo si postavili za cilj v tem mandatu, nismo naredili veliko. Se pravi, v smeri enovitega, skupnega, državnega sistema kriznega upravljanja v tej smeri nismo uspeli prav veliko premakniti. Uspeli smo predvsem za tistimi projekti, ki so bili omejeni bolj na zmogljivosti Ministrstva za obrambo. Med te pa sodi tudi zagotavljanje podpore države gostiteljice za izvedbo operacij in pa vaj Zveze NATO. In v tem smislu torej je bil tudi leta 2010 podpisan memorandum o soglasju med Republiko Slovenijo in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo. S tem pa smo v bistvu postavili tudi temelje sodelovanja tudi na področju države gostiteljice za Zvezo NATO. In tretja stvar, ki smo jo na tem področju kriznega upravljanja vendarle še uspeli narediti, in to zelo dobro, je, da smo že prej izobraževane civilne funkcionalne strokovnjake v teh 3 letih dodatno usposobili in usposobili še dodatnih 37 novih civilnih funkcionalnih strokovnjakov. Zdaj jih imamo skupno 90, to je 90 ljudi, ki je pripravljenih za odhod v mednarodne operacije, in od teh 90 smo jih 16 že napotili na mednarodne operacije, bodisi na Kosovo, bodisi v Afganistan. Kot rečeno, glede drugih načrtovanih in tudi zaželenih sprememb na področju kriznega upravljanja nismo bili pretirano uspešni. Ko gremo na področje delovanja Slovenske vojske, bi ugotovili naslednje. V teh 3 letih smo uspeli zgraditi, dograditi in integrirati bodisi v sistem nacionalne obrambe ali pa sistem zavezniške obrambe vrsto različnih enot Slovenske vojske, in vrsto enot smo tudi dvignili na raven končnih operativnih zmogljivosti. Tukaj se moramo spomniti lahke bataljonske bojne skupine, potem bataljona za jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko obrambo, pa vojaške bolnice tipa Role 2 LM in pa zmogljivosti za helikoptersko medicinsko evakuacijo, to je nadgrajeni helikopter Medevac. Ostali helikopteri tipa Cougar pa so še v procesu nadgradnje. Uspeli smo tudi z enim velikim in za Slovenijo zelo prepoznavnim projektom, in sicer zgradili smo, oblikovali smo in tudi politično smo uspeli umestiti Center za gorsko vojskovanje med centre odličnosti, in sicer večnacionalne centre odličnosti v evropskem okolju. S tem pa je postavljen tudi zelo trden temelj v prihodnosti za preoblikovanje tega centra v center odličnosti Zveze NATO. Načrt je, da bi se to zgodilo do leta 2015. Uspelo nam je, ko gre za Slovensko vojsko, izvesti spremembe predvsem na 5 področjih. Te spremembe zadevajo prvič nadaljevanje profesionalizacije Slovenske vojske.
Ko smo prišli na ministrstvo, se je zdelo, da je profesionalizacije konec, da so vsi cilji na tem področju že bili doseženi in da je ta proces zaključen. Tako kot velja v teoriji profesionalizma v vojski, tako je seveda veljalo tudi za naše ministrstvo in za Slovensko vojsko v celoti, da procesa profesionalizacije ni nikoli konec in tega smo se zelo dobro zavedali. In zato smo s tem procesom nadaljevali in dvignili raven izobraženosti, raven usposobljenosti, bodisi posameznikov, bodisi enot v Slovenski vojski na bistveno višjo raven. Uspelo nam je tudi, kljub težavam z slabimi ekonomskimi razmerami, ohraniti pripravljenost vojske na isti ravni, na nekaterih točkah celo smo to uspeli dvigniti na višjo raven, kljub manj sredstvom in kljub dobesedno ustavljenemu opremljanju Slovenske vojske. Uspelo nam je izvesti organizacijsko in kadrovsko konsolidacijo, ki je povezana z zahtevami iz strateškega pregleda obrambnega resorja, po eni strani, po drugi strani pa tudi iz odločitve o omejitvi obsega Slovenske vojske. Namreč predhodno predvidenih 14.000 pripadnikov Slovenske vojske smo v tem mandatu z dokumenti, kot je SDPRO, zmanjšali na obseg 10.000. V okviru teh 10.000 je cilj postavljen v smeri 8.000 pripadnikov stalne sestave in pa 2.000 pripadnikov pogodbene rezerve. Tu moram reči, da v tem trenutku teh ciljev ne dosegamo še. V konec letošnjega leta bomo na ravni 7.600 pripadnikov stalne sestave, imeli bomo blizu 1500 pripadnikov pogodbene rezerve in na eni točki dokaj dobro izpolnjujemo pričakovanja slovenske javnosti in to je, da omogočamo večjemu številu mladih ljudi prostovoljno služenje vojaškega roka in v letošnjem letu bomo po vsej verjetnosti uspeli napotiti skupno 250 mladih ljudi na prostovoljno služenje vojaškega roka. To smo v tem mandatu bistveno izpopolnili in tudi povečali število napotenih mladih ljudi, tako deklet kot fantov na prostovoljno služenje vojaškega roka. Začeli smo z delom na oblikovanju doktrine strateške rezerve in v prihodnosti bo potrebno tudi skladno z zapisom v SDPRO-ju doktrino strateške rezerve izdelati dokončno v približno letu pa pol do 2 letih. Kot veste, je v času tega mandata, to je leta 2010, prišlo tudi do dokončne opustitve popolnjevanja z obvezno rezervo. To je bilo predvideno že v zakonodaji iz preteklega desetletja. Tretja stvar, ki jo velja oziroma to je zdaj že 4. stvar, ki jo moramo omeniti v zvezi z Slovensko vojsko, je zelo uspešna podpora sistemu zaščite in reševanja. To je glede na pretekla leta velika sprememba. Uspelo nam je tako na ravni skupnega usposabljanja, kot tudi na ravni dejanske operativne podpore Slovenske vojske doseči, da je sistem zaščite in reševanja na mnogih točkah stalnega delovanja ter v primerih naravnih nesreč stalno podprt s strani pripadnikov Slovenske vojske. Tu velja omeniti zelo zgledno sodelovanje na področju gorskega reševanja, zelo zgledno in tudi povsem novo sodelovanje v projektih, ko civilno prebivalstvo potrebuje pomoč iz humanitarnih razlogov s strani zmogljivosti, ki jih ima Slovenska vojska. Znova naj spomnimo na prečiščevanje vode v Loški dolini in tu velja spomniti na priprave in pa vselej uspešno pomoč ljudem ob naravnih nesrečah. Zlasti se je ta pomoč in sodelovanje obeh sistemov izkazala kot uspešna pri poplavah v lanskem letu. Zadnja stvar, ki jo je treba pri Slovenski vojski posebej izpostaviti, je njeno uspešno in zelo profesionalno ter verodostojno za našo državo sodelovanje
in pa izpolnjevanje obveznosti na mednarodnih operacijah in misijah. Kar se vojske tiče, je to svojo nalogo v mednarodnih operacijah v 3 letih opravila, lahko rečemo, odlično. To smo ocenili tako sami, še posebej pa velja tu povedati, da to oceno dobimo se strani vseh mednarodnih zaveznikov, s katerimi sodelujemo. Na ravni politike mednarodnih operacij in misij pa moram tudi povedati, da je prišlo do precejšnjih sprememb v času tega mandata, in sicer mi smo si zastavili v koalicijskem sporazumu en poseben cilj, ki je bil sestavljen iz 3 ključnih točk. Prvi cilj je bil, da je treba mednarodne operacije in misije, ko gre za Republiko Slovenijo, obravnavati celostno. Torej, da v teh operacijah ne sodelujejo samo vojaki, temveč tudi policisti, civilni strokovnjaki, da se sodeluje z mednarodno razvojno pomočjo in da se sodeluje z donacijami. Torej, zahtevali in pričakovali smo celostno obravnavo mednarodnih operacij. Drugič, zahtevali smo, da se v proces odločanja o mednarodnih operacijah obsežneje vključi državni zbor, in sicer, da se razširi razpravljalna vloga državnega zbora. Tretjič, tretji velik pomemben cilj pa je bil, da skoncentriramo sodelovanje Slovenije v mednarodnih operacijah na tista geografska področja, kjer je to posebej pomembno z vidika naše zunanje politike. Pri tem smo imeli v mislih najprej Zahodni Balkan, potem Bližnji vzhod in na koncu Srednjo Azijo. In poleg te koncentracije, geografske koncentracije naših sil, smo se zavzemali tudi za specializacijo slovenskega sodelovanja v mednarodnih operacijah na tiste točke, kjer lahko Slovenija glede na svoja znanja največ prispeva k mednarodni varnosti. Glede vseh 3 točk lahko rečem, da smo naredili velik napredek. Uspeli smo s sprejetjem strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. To je vladni dokument, ki je bil sprejet marca 2010. Ta strategija sedaj zagotavlja neke vrste celovit okvir za odločanje, načrtovanje in izvajanje sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Preko te strategije oziroma zaradi te strategije je uvedeno tudi letno poročanje državnemu zboru o tem, kaj je bilo storjenega na mednarodnih operacijah in misijah in kakšni so načrti za v bodočnost. Take vrste transparentnega poročanja tako javnosti kot državnemu zboru v preteklosti niso poznali. Osebno lahko rečem, da se te odprtosti in transparentnosti delovanja na mednarodnih operacijah in misijah veselim, čeprav je verjetno, tako kot z vsako novo stvarjo, tudi na tem področju prišlo do neke vrste bumerang efekta, namreč večja transparentnost je pomenila tudi večjo kritičnost v slovenski javnosti do sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Uspeli smo torej preko strategije, torej preko tega dokumenta in preko dejanskega operativnega delovanja tesneje vključiti v razprave o novih operacijah, zaključevanju starih operacij in pa velikih spremembah v mednarodnih operacijah in misijah, vključiti torej državni zbor, zlasti odbor za obrambo, na nekaterih točkah tudi odbor za zunanjo politiko. Kar se tiče koncentracije slovenskih prispevkov v mednarodne operacije, smo uspeli narediti naslednje. Umaknili smo pripadnike Slovenske vojske iz NATO-ve misije urjenja v Iraku. To smo naredili konec leta 2008, ko se je iztekla resolucija 1790 Varnostnega sveta Združenih narodov. Umaknili smo naše sile iz operacije EUFOR v Čadu. Potem smo vstopili v novo operacijo Atalanta, EUFOR-jevo operacijo Atalanta, kjer smo dokazovali bolj na simbolični ravni, to je res, slovensko pomorsko zavezanost. Nadaljevali smo s sodelovanjem v operaciji UNIFIL in v operaciji UNCO. Potem smo pa, kar se tiče sodelovanja na ključnih področjih, to je Zahodni Balkan, nadaljevali z sodelovanjem v operaciji Alteja v Bosni in Hercegovini. Pri ohranjanju njene izvršne vloge smo imeli tudi
precej politično pomembnega delovanja in glavnino svojih sil smo usmerili v operacijo KFOR na Kosovu. Tam smo skupaj s pripadniki slovenske policije uspeli zagotoviti Sloveniji položaj države, ki se tudi s pomočjo svojih manevrskih sil izkazuje kot ena od tistih držav, ki so najbolj trdno zavezane k stabilnosti in varnosti na Kosovu. Kar se tiče civilnih funkcionalnih strokovnjakov, smo tudi z njimi uspeli v smislu njihove podpore vzpostavitve nacionalno-varnostnega sistema Kosova, in sicer vključeni so v graditev obrambne infrastrukture, zlasti Ministrstva za obrambo oziroma za kosovske varnostne sile na Kosovu. V teh letih nam je tudi prvič uspelo dokazati, da za svojo poveljniško strukturo lahko posegamo po najvišjih mestih v NATO-vih operacijah. Naš brigadir, to je bil brigadir Humar, je uspešno eno leto vodil NATO-ovo poveljstvo v Skopju. In še eno operacijo velja posebej omeniti, ker je bila deležna kar velike pozornosti, in to je operacija ISAF v Afganistanu, v kateri smo poskušali dokazovati tudi svoj celostni pristop, in sicer tako, da smo skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve po eni strani naše razvojne pomoči, torej civilno razvojno sodelovanje, po drugi strani pa vojaško sodelovanje vključili oziroma skupaj usmerili zlasti tako, da bi to pripomoglo k boljšemu urjanju, mentoriranju afganistanskih varnostnih sil in k boljšemu civilno-vojaškemu sodelovanju na področjih, kjer se je pojavljala Slovenska vojska v Afganistanu. V tem času smo tudi preoblikovali oziroma specializirali naše sile v Afganistanu tako, da se ne ukvarjajo več razpršeno z različnimi vrstami nalog, kjer bi se ne mogli izkazati s svojimi sposobnostmi, temveč smo jih večinoma preusmerili vse v mentoriranje in urjenje, torej v OMLT-je, pri čemer smo nadaljevali s sodelovanjem v OMLT-ju za bojno podporo, ki ga vodi Italija. Prevzeli smo lasten OMLT v motoriziranem pehotnem bataljonu in pa nadaljevali smo z sodelovanjem v OMLT-jih na korpusni in brigadni ravni, se pravi, da imamo naše inštruktorje za najvišje poveljniške strukture korpusa in brigade 207. korpusa in 2. brigade afganistanske vojske. Pri mednarodnih operacijah je prav, da omenimo še eno posebnost, ki je pravzaprav mednarodno pričakovanje, in to je pričakovanje povezano z sodelovanjem žensk v mednarodnih operacijah. To je povezano z implementacijo resolucije 1325, to je resolucija Organizacije združenih narodov, ki poziva k izboljšanju vloge žensk pri aktivnem razreševanju oboroženih konfliktov, in skladno s tem smo tudi v Slovenski vojski poskušali povečati število oziroma odstotek žensk na mednarodnih operacijah in ga uspeli dvigniti na 9% vseh prisotnih. Zlasti smo pa pazili na to v okvirih tistih operacij, ki so neposredno vodene se strani Združenih narodov. Z vidika naše zunanje politike oziroma obrambne politike velja omeniti še en dokument, ki smo ga sprejeli v tem mandatu, in to je bila konvencija o kasetnem strelivu, ki je bila v tem mandatu tako sprejeta, potem ratificirana v slovenskem parlamentu, in lahko tudi povemo, da je bila tudi v večjem delu uresničena, kajti vse kasetno strelivo, to je bilo 1042 kosov, ki smo ga imeli v slovenskih skladiščih, smo v tem času, to je bilo v času enega leta po sprejetju te konvencije, tudi uspeli uničiti. Kar se tiče infrastrukturnih objektov, lahko rečemo, in pa
objektov opremljanja, lahko rečemo, da se je v našem mandatu zgodilo nekaj specifičnega. Imeli smo priložnost zaključevati projekte, ki so bili začeti v prejšnjih mandatih, nismo pa začeli nobenega projekta, ki bo šel v naslednje mandate. To pomeni, da smo uspeli dokončati projekt nabave in pa v tem trenutku uvedbe v operativno uporabo enega od dveh tridimenzionalnih radarjev, Groundmaster, torej ta, ki deluje, je na Ledinekovem Koglu, naslednji, ki je že v postavljanju, pa je na Ljubljanskem vrhu. S tem smo bistveno spremenili zmogljivosti Slovenije za nadzor svojega zračnega prostora. Bistveno spremenili seveda na bolje. Dokončno smo zaključili za nabavo lahkih izvidniških vozil za potrebe bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo. To so vozila 4x4 Kobre. Potem smo v okviru projekta 8x8 uspeli nabaviti 30 srednjih oklepnih vozil. Potekajo tudi pogajanja o možnosti reprogramiranja te pogodbe. Uspeli smo za nabavo raketnih sistemov kratkega dosega. Potem smo domov pripeljali, do konca zgradili in domov pripeljali večnamensko vojaško ladjo, ki je doma dobila ime Triglav. S tem smo zaprli klirinški dolg z Rusko federacijo in dobili ob tem še nekaj finančnih sredstev v državni proračun. Potem smo dokončali obnovo kadetnice, ki v Mariboru, ta obnova se je začela že pred več kot 10 leti in v kadetnico smo preselili poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Pri tem smo dosegli, da je to zmogljivost, ki bo na razpolago za izobraževalni sistem Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in pa tudi za civilne izobraževalne namene. Kadetnica postaja sedaj res središče konferenčnega in tudi izobraževalnega procesa, ki je povezan z obrambnim sistemom na področju Štajerske oziroma v Mariboru. Zgradili smo dve športni zmogljivosti, in sicer telovadnico v Vipavi in pa v Kranju. Zgradili smo, ne pa še povsem predali v uporabo, strelišče v Škrilju. V tem času smo obnovili 136 stanovanj za naše delavce. Zgradili smo in popolnoma dokončali obnovo gasilskega podcentra v Sežani in, da ne pozabimo, nabavili smo 12 Humveev, to so vozila 4x4 za potrebe pripadnikov Slovenske vojske v Afganistanu. Vse ostalo, kar je povezano z opremljanjem, pa je ali obstalo na točkah, kot smo jih sprejeli iz prejšnjih mandatov, ali pa nima možnosti za neko nadaljnje izvajanje. In kot rečeno, še enkrat, nismo začeli niti z enim novim projektom opremljanja, kar je mogoče z vidika tistih, ki radi vidijo, da so državotvorni resorji takrat, ko je ekonomska kriza prvi na udaru, seveda dobro. Nažalost pa dolgoročno gledano je to, ta pomanjkljivost v opremljanju, luknja, ki bo spremljala obrambni resor in obrambne sposobnosti te države v prihodnjih letih. Te luknje, ki je nastala v času tega mandata, v prihodnosti ne bo mogoče nadomestiti. Kajti iz zgodovine financiranja obrambe vemo, da je povečevanje obrambnega proračuna izjemno težko. V našem mandatu je namreč prišlo do procesa zelo obsežnega zmanjševanja obrambnega proračuna in procentualno gledano bomo konec leta 2011 tam, kjer smo bili leta 2001.